No, poglejmo še, kako lahko zelo na hitro preberemo govorico telesa. Ko se z nekom pogovarjamo, se v naši notranjosti odvijajo različni procesi. Razmišljamo o povedanem, iščemo povezave, računamo, mislimo na dobavne roke, pa kako bomo izvedli nek posel. In vse, kar se dogaja v naši notranjosti, se lahko vidi tudi v naši govorici telesa. Že samo na obrazu nam piše marsikaj. Kadar nekaj globoko tuhtamo, mrščimo čelo. Kadar smo začudeni, se obrvi rahlo privzdignejo. Kadar smo jezni, stisnemo ustnice. No, tudi roke so lahko zelo izdajalske. Če ima naš sogovornik roki prekrižani na prsih, je zadržan do naših besed ali pa se z nami celo ne strinja. Ko jih razklene in se s telesom nagne naprej, k nam je pripravljen na sodelovanje. Če sedimo med dvema sogovornikoma, nam nagnjenost telesa in kako prekrižamo noge pokaže, kateri od dveh nam je bolj pri srcu. Če imam nogo prekrižano takole, se s telesom nagnem na to stran, mi je seveda ta sogovornik na moji desni strani bistveno bolj prijeten kot oni na levi. No, tudi takrat, ko imamo kakšno predstavitev ali pa celo predavanje pred več ljudmi, je dobro, da znamo opazovati, če so naši slušatelji zdolgočaseni. No, če so, potem si verjetno z eno roko podpirajo glavo pod brado, telo je zleknjeno v stolu, morda celo ves čas odkrito in na ves glas zehajo. No, to se lahko zgodi tudi, če prostor ni dovolj prezračen, tako da ne boste vedno mislili, da ste za njihovo zehanje vi krivi in da ste tako nezanimivi. Kadar smo v zadregi, si nezavedno zvijamo lase ali pa se čohamo po glavi. Ko smo v obrambni drži, pa umaknemo pogled, nimamo stika z očmi in nekoliko povesimo glavo. Če je nekdo negotov ali celo prikroji resnico, takrat gre velikokrat z roko pred usta, pod nos, pa se majčkeno počoha. Saj, če imate otroke, potem veste, kako je, ko si nekaj zlažejo in se potem izdajo z gesto. No, pri opazovanju govorice telesa svoje in pri drugih pa je izjemno pomembno vedeti, da se vsaka sprememba notranjega razpoloženja odrazi tudi v spremembi drže telesa. Ampak kljub temu moramo biti previdni. Namreč, če nekoga zebe, bo prekrižal roke na prsih. Če nekoga tišči na stranišče, bo prekrižal noge. Zato se včasih lahko zelo uštejemo pri tej govorici telesa in dobro je, če preverimo svoje zaznave. To lahko storimo s kakšnim vprašanjem, češ ali vas zebe, ali pa imam občutek, da se ne strinjate s povedanim in stvari se bodo potem zelo hitro razjasnile. No, velja pa pravilo, da čim močnejša so čustva, tem bolj poudarjeni so gibi. Pa ponovimo na hitro še enkrat. Torej, poza zaprtosti in poza odprtosti. Neodločnost smo rekli čohanje in zvijanje las. Neresnica, premikanje roke okrog nosu. Negativno ocenjevanje je brada, ki počiva na pavcu. Kadar nas v publiki nekdo hoče nekaj vprašati, prekiniti, velikokrat lahko zaznamo njegovo držo rok pred odprtimi usti. Kot bi hotel reči, imam vprašanje. No, kadar je naši publiki dolgčas, imajo glavo na rokah, na dlaneh, telo pa je zleknjeno na sedežu. Kadar pa nas naša publika zavzeto posluša, takrat so nagnjeni naprej, imajo odprto držo telesa, gledajo nas v oči, spremljajo naš govor, rahlo kimajo z svojo glavo. In če nam uspe, da ima naša publika takšno držo telesa, to pomeni, da nam je uspelo.